zagotovo ne bi bili tu, če ne bi svojega bogatega znanja arhitekture v spomenik vtkal akademik Marko Mušič, ki ga vabim do besede. Spoštovani, pred časom, pred nekaj leti, sem ob prav tej priložnosti spomnil na globoko misel znamenitega francoskega filozofa, tudi utemeljitelja razsvetljenstva. Voltaire je namreč zapisal, da nesreča prihaja na krilih in odhaja peš. Nesreča torej pride v trenutku, trpljenje, ki ga povzroči, pa odhaja počasi, kot je zapisal Voltaire, odhaja peš in morda nikoli docela ne odide. Takrat, pred leti torej, sem upal, da bo vizija nič končno spremenila srhljivo, tragično resničnost naših cest. Vendar sem enako upal, da se krila nesreče ne bodo nikoli več dotaknila sivine cestnega asfalta. Vendar ta sivina asfalta postaja vse prepogosto oblita z rdečo barvo. Prometne nesreče vsak dan terjajo strahovit krvni davek. Ob tem pa, ob ponesrečen, povzročijo hudo trpljenje velikemu krogu bližnjih svojcev, prijateljev, znancev in povzročijo rane na duši, ki se stežka celijo in morda nikoli ne zacelijo. Lepo in prav je, da se vsako leto na ta dan skupaj poklonimo spominu na žrtve prometnih nesreč ob tem pravkar omenjenem osrednjem obeležju. To obeležje, kot vidite, je izdelano iz prelepe bele žile pohorskega granita. Vendar s takšnim oblikovanjem ta velikanski, težek, okoren kos kamna postane nekako lahkoten, dematerializiran in z malo domišljije se zdi, da lebdi nad tlemi. Prehaja torej v sfero duhovnosti, v sfero brezčasnosti. Zato je izjemno pomembna tudi simbolična podoba tega obeležja. Kot vidite, oblike ponazarjajo valovanje naših življenj in nas simbolno vabijo, naj bi bila naša življenja, življenja vseh nas, življenja vseh Slovenk, vseh Slovencev, naj bi valovala med srečo in še večjo srečo in naj se nikoli valovanje ne bi prevesilo iz sreče v nesrečo
ali celo ustavilo. Zato je izjemno pomembna, nenadomestljiva vloga Evropske federacije žrtev prometnih nesreč, Evropske federacije, ki se jih tudi ob tej priložnosti zahvaljujem, da je prav temu obeležju dodelila visoko evropsko priznanje. Obenem pa je seveda enako pomembna vloga Zavoda Varna pot, vloga njegovega predsednika, spoštovanega gospoda Roberta Štabe. In zato tudi tukaj in danes z velikim spoštovanjem podpiram vsa prizadevanja za vizijo nič. Hvala lepa.